1, 2, 3, 4, 5. Zakaj se je vse skupaj začelo v Chicagu? Ker se tukaj sreča največ pomembnih železniških tirov na ameriškem vzhodu. Prva cesta je, ki je prečkala ZDA, a pot se začne še starejšim od poti same. Na nobeno pot ne smemo lačiti. Tu že več kot 100 let diši po kavi, cvrtem in ameriškem domoljubju. Marsikoga je po cesti gnalo s trebuhom za kruhom, kasneje je postala sinonim za tisto lepo ameriško potovanje. Ni ena cesta ali ena pot, je le prava smer od Chicaga do Los Angelesa. Ni vedno zavijala po istih odsekih, 8 zveznih držav je v različnih desetletjih prečkala različno. There is a town just 10 miles up, but they had to put a tunnel under the ground so that children could get to school because Route 66 was so busy they couldn't get across the street. Zdi se, da so njeni spremljevalci danes doma sredi ničesar, pa raje rečejo, da so sredi vsega. I've had 777 people in one day, so I really don't want that again, but I made it through. Je pot skozi čas, spomin na čase, ko je bil bencin prekleto poceni, ko še nismo poznali kreditnih kartic niti holesterola. Zakaj bi hrenovko pustili v kruhu, če jo lahko globoko odsvrejo? Tudi ta je zapuščina legendarne poti. Danes so vsi ti že obstranski lokali veseli čisto vsakega gosta, pa ni bilo vedno tako. Temnopolti so svoj čas ob cesti 66 potovali zeleno knjigo oziroma zelenim zvezkom, kjer so bili našteti lokali, ki so stregli tudi temnopoltim Američanom. Zvezna država Kansas si jo lasti najmanj, pa vseeno je ob njej tale za zapisano v času pomembna trgovina. Leto dni je starejša od poti, neprekinjeno obratuje od leta 1925. Kdaj ste se zadnjič ustavili v kaki taki špeceriji? Kar čudi, čemu vse je uspelo obstati v času, a tisto, kar je navdih za nove zgodbe. Leta 1985 so cesto uradno ukinili. Sodobne navigacije jo težko najdejo, dolgo je že od tega, ko sta se po njej vozila Bonnie in Clyde ali ob njej nastopal veliki kralj. A če kje, potem to drži tukaj. Ne cilj, važne so pot in zgodbe.